Na voljo je dejansko zelo širok nabor različnih polimernih materialov. In te polimerne materiale lahko ločimo na različne načine, od tega, kakšne so njihove fizikalno-kemijske lastnosti, glede na to, kakšen je njihov izvor, kakšen je izvor polimerov, monomerov, iz katerih so potem ti polimeri pripravljeni, in pa seveda tudi glede na to, ali so ti polimeri dovzetni za razgradnjo, so biorazgradljivi, ne biorazgradljivi in tako naprej. Eden izmed polimerov, ki je bil v zadnjem času, oziroma v katerem se v zadnjem času, skupina polimerov, o katerem se v zadnjem času zagotovo veliko slišali, je tudi bioplastika. Pa bi me tukaj zanimalo, kaj menite, kaj je bioplastika? Kakšna je zdaj razlika med to bioplastiko in plastiko? Ponovno bo tako, da ne boste ravno mogli zelo dolgega odgovora dati, ne? Tako da mogoče samo kakšno tisto ključno besedo ali dve o tem, kaj menite, da je bioplastika, ne? Tako da vas ponovno prosim, če si odprete to pa zdajle zadnje vprašanje, ki vam ga bom postavila v tej aplikaciji, se pravi menti.com, in vtipkate to številko. Ekološka, zelena, naravna, plastika iz naravni polimeri, biorazgradljiva plastika, bolje razgradljiva, ekološka, obnovljivi viri. En kup enih takih pozitivnih oziroma pozitivnih, spodbudnih, bi rekla, besed okrog te bioplastike, ne? Osnova ni nafta. Plastika, ki se razgrajuje, lažje razgradi. V redu, ste podali kar nekaj zanimivih asociacij na bioplastiko. Bomo pa pogledali, kaj dejansko, kaj vse spada pod bioplastiko. No, super, hvala za te odgovore. Prej sem rekla, da je večina plastike, teh polimernih materialov bazirana na nafti, ne. Njena cena varira, ne, in zaradi tega je tudi določena negotovost. Z plastiko so povezani negativni vplivi na okolje, problematika seveda z odlaganjem odpadkov. In vsi ti neki negativna konotacija je dejansko potem predstavlja neko gonilno silo za iskanje nekih novih rešitev na področje teh polimerov in polimernih materialov. To pogosto v tem primeru pomeni seveda iskanje alternativ v bioosnovani plastiki. Kar seveda ni nova ideja, ne, ampak je na osnovi vseh teh negativnih dejstev postala spet toliko bolj aktualna. Pod bioplastiko se klasificira vsa plastika, ki je ali bioosnovana ali biorazgradljiva. Se pravi, tudi tista plastika, ki je pridobljena iz nafte in je razgradljiva. Po drugi strani pa tudi tista plastika, ki je pridobljena, recimo tako, kot je nekdo napisal, na primer iz koruze, in je, se pravi, bioosnovana in ni biorazgradljiva, ne. Se pravi, takšen primer plastike je recimo bio-PET, biopolietilen tertalat, ne. Ima popolnoma enake lastnosti kot polietilen tertalat, ki je pridobljen iz nafte. Tako da na to, ali je nek material razgradljiv ali ne, ne vpliva to, ali je pridobljen iz nafte ali iz naravnega vira, ampak samo njegova kemijska sestava ima na to vpliv. Tako da tukaj, kar se tiče bioplastike, ne, imamo mogoče malo napačno predstavo, da je to potem vse tako zelo bio, ne, bi mogoče bilo potrebna kakšna dodatna klasifikacija oziroma razvrstitev teh polimerov. Debata na tem že na ravni Evrope poteka, ampak zaenkrat še velja takšna razvrstitev, ravno zaradi te predpone bio,
ki mogoče ljudem daje ta občutek, da če je pa nek biopolimer, se bo pa, oziroma če govorimo o bioplastiki, bo pa to razgradljivo v naravi, ne. Ni temu tako. Ne glede na to, da so številne aplikacije, predvsem za embalažo, vezane na enkratno uporabo, pa se od polimerov večinoma, pač vseh ostalih, ne želi, da so biorazgradljivi, ne. In se pravi, prej sem rekla, da ena izmed skupin bioplastike je ta bioplastika, ki je pripravljena iz materialov, ki jih najdemo oziroma lahko sintetiziramo iz naravnih virov. Zaenkrat je ta delež bioplastike, ne, ki je iz naravnih virov, seveda še zelo majhen, tako da je poraba površin za te namene še zelo nizka. V prihodnosti, oziroma zelo veliko je že bilo narejenega, predvsem v laboratorijskem merilu, na področju, da se za sintezo različnih polimerov uporabljajo organski odpadki. Prva generacija bioplastike iz obnovljivih virov je uporabljala rastline, bogate z ogljikovimi hidrati, potem naslednja generacija je nekako bolj bazirala na teh lignocelulozni osnovi, sedaj pa se veliko dela na tem, da se odpadke uporabi kot vir surovine za sintezo monomerov in seveda kasneje tudi za sintezo polimerov. In katere polimere pa je pravzaprav možno narediti iz teh obnovljivih virov? Pravzaprav vse. Naredijo se lahko vse, ampak seveda zaenkrat je to več ali manj bolj na laboratorijskem merilu, ko govorimo o tej širokem naboru različnih polimerov, ne, ker tehnologije zaenkrat še niso razvite do te mere, ali je pa sama tehnologija predraga, da bi dejansko se potem lahko šlo v takšno proizvodnjo, ne. Mogoče za eno ozko skupino polimerov je že, širše pa vsekakor še ne. Bioplastika, ki se danes uporablja, največji delež predstavlja tako imenovana drop-in plastika, se pravi ta plastika, ki se lahko pridobiva tudi iz nafte, se pravi, gre za plastiko, ki ima popolnoma identične lastnosti, v največji meri gre torej tukaj za biopolietilen terftalat, ne. Med polimeri, ki so razgradljivi, pa se največ uporablja, oziroma seveda tudi proizvaja polimlečna kislina. Kar se tiče uporabe te bioplastike, ni bistvene razlike napram konvencionalni plastiki, ne. Tudi te se največ uporabi za embalažo. Molekulska struktura polimlečne kisline, ki sem prej rekla, da bom nekaj malega več povedala o tem, je predstavljena tukaj, na tej drsnici. Gre za polimlečna kislina, je linearni alifatski termoplastični poliester, ki in osnovno surovino, osnovni monomer za sintezo polimlečne kisline lahko dobimo s fermentacijo ogljikovih hidratov. Dobimo tako imenovan laktat oziroma mlečno kislino in to mlečno kislino lahko potem direktno polimeriziramo ali pa jo najprej pretvorimo v dilaktit in ta dilaktit potem polimeriziramo. Druga mogoče na nek način zelo zanimiva skupina teh biorazgradljivih polimerov, ki jih sintetiziramo seveda iz teh naravnih virov, so polihidroksialkanoati. Zanimivi so mogoče bolj zaradi tega, ker jih mikroorganizmi sintetizirajo kot odgovor na zmanjšano količino hranil v okolju v določenem primeru. Se pravi, si mikroorganizmi te polimere kopičijo kot rezervo hrane, ne. In če
mi okoliščine tem mikroorganizmom spreminjamo na tak način, kot pač so bile opravljene številne študije, kako je potrebno to narediti, ne, potem ti mikroorganizmi kopičijo te polimere, ne, in potem z porušitvijo te njihove celične strukture se lahko pridobijo ti polimeri in se uporabijo seveda za različne namene. Tako da ta dva polihidroksialkanoati in pa polimerična kislina sta tudi tista dva polimera, ki sta dokaj široko uporabna.